Spoštovane gospe in gospodje, cenjena ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, magistrica Ksenija Kampfer, cenjena predsednica Društva distrofikov Slovenije, magistrica Mateja Toman, spoštovani varuh človekovih pravic Peter Svetina in bivša varuhinja gospa Vlasta Nussdorfer, spoštovani dobitniki plaket, priznanj, spoštovani udeleženci, gostje, v veliko čast in v srčno veselje mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, ki je hkrati tudi vaš drugi dom. Saj so v njem zastopani prav interesi invalidskih organizacij in posameznikov, kot je vaše Društvo distrofikov Slovenije. In kaj pravi prerez v številkah? 1969, leto, v katero seže ustanovitev vašega društva, danes praznujete 50 let požrtvovalnega in prizadevnega dela, združujete 961 članov z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in 245 podpornikov. Ste aktivni, polnopravni člani v kar 3 mednarodnih asociacijah. In to, gospe in gospodje, ni mačji kašelj. Ste ena najbolj vidnih in aktivnih reprezentativnih invalidskih organizacij, ki se v svojem humanitarnem delu dotika urejanja širše problematike invalidov ter pomoči potrebnih državljanov na območju celotne Slovenije. Tudi v Državnem svetu smo nad vašim delom vedno pozitivno presenečeni. Vaši predlogi korekcij na področju zdravstva, sociale, davčne politike, družbenega in socialnega življenja so vedno v pomoč našim strokovnim sodelavcem ter državnim svetnikom na komisijah ter drugih delovnih telesih. Tudi po žalosti izgubi vašega in našega kolega Borisa Šušteršiča v Državnem svetu z vso pozornostjo še naprej spremljamo vaše prizadevanja in predloge. Dosegli ste veliko majhnih, a izjemno pomembnih zmag. Ne gre za urejanje mobilnosti bolnikov v službo prevozov ali pa osebno asistenco, s katero vnašate nujno potreben bivanjski standard svojim članom, distrofikom. V svoji prehojeni poti ste se uveljavili tudi na področju močno konkurenčne gospodarske pobude. Vaše invalidska podjetja uspešno premagujejo najbolj zahtevne tržne izzive. Kot obrtnik in podjetnik, že več kot 10 let tudi zastopnik interesov gospodarstva v Državnem svetu, dobro vem, da vaše delo ni enostavno. Invalidsko podjetje Birografika Bore, ki je v lasti vašega društva, je dolga leta sosed našemu družinskemu podjetju, zato iz prve roke dobro vem, kaj in koliko znate in kaj kljub življenjskim oviram in tegobam zmorete. V vaši hiši nas vedno pozdravite z nasmehom ter prijazno besedo, svoje storitve pa upravljate na najvišjem profesionalnem in kakovostnem nivoju. V Državnem svetu se zavedamo, da bodo problemi v družbi obstajali, ne glede na obdobje suhih ali debelih krav. Saj so družbeni izzivi, kot so podnebne spremembe, staranje prebivalstva, koncentracija urbanih središč, podporna in infrastrukturna, digitalizacija. Skratka, to so izzivi, ki zahtevajo stalen družbeni angažman tako inštitucij kot posameznikov in organizacij, pa ne le angažman. Društva, kot je vaše, so odraz in obraz celotne slovenske družbe, saj pomembno prispevajo k formiranju nujnih pozitivnih vrednot v naši sredini, s tem pa dodatno krepijo identiteto naše države v smeri solidarnosti, sočutja, strpnosti, odprtosti in nazadnje humanosti. V svoji sredini povezujete in skrbite za bolnike z različnimi mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji, ki povzročajo invalidnost. Seznam diagnoz oziroma bolezni pa je precej obsežen. Kako zadovoljiti nujne bivanjske, socialne, družinske potrebe vaših članov, si ne moremo predstavljati brez vrste prostovoljcev, ki nesebično in prostovoljno skrbite za te bolnike, zato je danes to tudi vaš praznik. Srca pravzaprav vseh državljank in državljanov je dotaknila zgodba malega Krisa, 20-mesečnega fantka z eno najhujših oblik spinalne mišične atrofije,
ki je potrkal na slovenske domove tako iskreno in čustveno, kot ni še nihče doslej. Vrata ljudi so se odprla na stežaj in upam, da bomo lahko spremljali z istim veseljem in upanjem rezultate njegovega zdravljenja. Žal pa se vrata države, ki bi morali biti vedno odprta za tovrstne situacije, niso niti priprla. V državnem svetu smo na zadnji seji tako sprejeli predlog za zakonodajno inicijativo, s katero želimo opozoriti na vse več primerov, ko se za bolnike s težko ozdravljivimi boleznimi v Sloveniji zbirajo sredstva prek akcij, v katerih z donacijami in drugimi gestami sodeluje širša javnost. Na srečo živimo v času, ko nam medicinski napredek ponuja nove rešitve in zdravila za do nedavnega neozdravljive bolezni. Da bi država zagotovila spoštovanje temeljnih ustavnih načel in človekovih pravic, to je pravice do socialne varnosti in pravice do zdravstvenega varstva, je treba zakonsko določiti finančno pomoč države v takih zdravstveno težkih primerih, ko so za nabavo zdravila za zdravljenje človeka potrebna tudi izjemno visoka finančna sredstva, ki jih ljudje navadno sami ne zmorejo zagotoviti. Vendar pa je od tega, ali bo bolnik konkretno zdravilo prejel ali ne, odvisno njegovo življenje. In to je, oprostite, naloga države in državnih organov, ne pa državljanov. To državljani lahko s širokim srcem in svojimi prispevki podpremo, nikakor pa ne moremo biti mi tisti, ki za zdravje skrbimo. To je dolžnost države. Spoštovani, dovolite mi, da svoj nagovor zaključim z mislijo za to priložnost posebej izbranega velikana znanosti Stephena Hawkinga. Ves svet ga pozna po dvojem, po izjemnem intelektu in znanstvenih dognanjih, a tudi po izjemni borbi s težko boleznijo gibalnih nevronov, ki ga je prikovala na invalidski voziček in računalnik. In če so mu zdravniki prognozirali le nekaj let življenja s to težko diagnozo, mu je usoda podarila čudež, ki navdihuje generacije in generacije zdravih in bolnih ljudi po vsem svetu. Ne glede na življenjsko situacijo, smo ljudje po svoji naravi borci in optimisti. Kot pravi, tudi tisti ljudje, ki verjamejo, da je vse odločeno vnaprej in da ne morejo storiti ničesar, da bi dogodke spremenili, pa vseeno pogledajo levo in desno, preden prečkajo cesto. Hvala vam za vaše dolgoletno prizadevno delo, ki nas opozarja, da je v vseh stvarih in ljudeh vedno kanček prostora za čudeže življenja. Naj ob tem iskreno čestitam še vsem današnjim dobitnikom plaket in priznanj in vam zaželim veliko uspehu v prihodnje, obenem pa ponovim obljubo, ki sem jo dal pokojnemu Borisu Šuštarju, nikoli nič o invalidih brez invalidov in državni svet vam bo pri tem stal ob strani. Hvala za vašo pozornost.